skupaj tudi to reševanje ne bo potekalo tako enostavno, kajti tu je potrebno sodelovanje obeh goric oziroma obeh držav praktično. Ja, torej, lepo pozdravljeni, najprej uvodoma par besed, kot vidite na tej sliki, tu je lokacija te letalske bombe, ki je bila najdena včeraj ob izkopu zaradi dograditve kanalizacijskega omrežja. Naj zaenkrat povem to, da stanje, v katerem ta bomba je trenutno stabilno, nevarnosti ni. Prav pa je, da že zdaj pozovem vse občane, vse krajane in jim povem, da je bilo okoli te bombe zdaj vzpostavljeno 100-metrsko območje in jih lepo prosim, naj na to območje ne hodijo. To območje je zdaj zaprto za javnost, dostop ni mogoč in jaz res vse pozivam, ker ni nobene potrebe, da na to območje ne hodijo. Neposredne nevarnosti trenutno, kot se ta bomba nahaja, ni. Res pa je, kot je Ervin že na začetku povedal, da je območje tako, kot vidite tudi na sliki, to je ta 100-metrski pas, da morebitni vpliv te bombe pravzaprav vsega na obe strani meje. Danes zjutraj ob 9. smo imeli že prvi koordinacijski sestanek, tudi s predstavniki vseh institucij z italijanske strani meje in predstavili, zakaj gre, kakšen tip bombe je to, več o tem bo gospod Zonič v nadaljevanju povedal in začeli s prvimi koraki v smeri, kako naj rečem, nevtralizacije te bombe. Potrebno bo usklajeno delovanje na obeh straneh meje, tako da smo vzpostavili tudi koordinacijsko linijo neposredno med kvesturo v Italijanski Gorici in med našim poveljstvom, tako da bomo vse postopke od tu naprej peljali usklajeno in upajmo to bombo spravili s sveta na čim bolj enostaven način, bom rekel. Je pa treba potem povedati, da ti dogovori zdaj z italijansko stranjo potekajo, da oni bodo šele danes popoldne imeli sestanek z vsemi službami in zato tudi še ni, to lahko zdaj že povemo, še točno definirano, kdaj naj bi do uničenja te bombe prišlo, ampak to itak več v nadaljevanju. Darko, župan vas je že izzval, za kakšno neeksplodirano bojno sredstvo gre oziroma? Ja, in lepo za vse skupaj. Včeraj je bila najdena ta 500 librov, 250 kilogramska aviobomba, tip MC MK4. Ima dva mehanska vžigalnika, spredi je MK44, zadnji MK28. V njej je nekje okoli 100 kg, nekaj manj kot 100 kg eksploziva. V stanju, ko je zdaj, po tudi natančnem pregledu je bomba, bom rekel, varna, če se ne kaj dela z njo in tako je varna. Seveda, to bombo bo treba neutralizirati. Mi smo pripravili neke tudi plane, se pravi, prvo smo določili to varnostno razdaljo 100 metrov, potem v postopku neutralizacije je pa tako, da v pasu 400 metrov bo potrebna popolna evakuacija, v pasu 600 metrov bo pa omejeno gibanje. To pomeni, da bi ljudje lahko v objektih, ne bi smeli pa ven iz objektov. Darko, morda še nekaj, kakšno rušilno moč ima takšno eksplozivno telo oziroma ste se že srečali s podobnimi, to je iz druge svetovne vojne, ne? Mi se pogosto take podobne smo imeli zdaj na Pražarskem, ni dolgo tega, v Mariboru smo imeli ameriške, v bistvu res za te tipa. Tukaj je važno samo način pristopa. Največja sreča v bistvu je to, da ima bomba oba vžigalnika, čeprav sta dva, da nima kemičnega. V primeru, če bi bil tu kemični vžigalnik, glede na to, da je bila že bomba premikana, pobrana iz zemlje, bi bili ukrepi popolnoma drugačni, če bi bil ta kemični vžigalnik. Na srečo imamo te mehanske, zdaj tako, plan je tak, če je kadar bo enkrat evakuacija, je bo začel pri našem delu,
ko bo enkrat evakuacija končana, po pisku sirena za nevarnost, bomo mi pričeli, bomo v prvi fazi bomo določili dva pirotehnika, ki bosta poskušala ta dva mehanska vžigalnika odstraniti. Če se nam to poskusi, to imamo 1 uro časa, približno, ker pri nas v bistvu časa uro dni. Če nam to ne uspe, gremo v drugo fazo. Mi bomo že prej postavili preko 100 bal sena. To je zato, da bomo eksploziv usmerili nekje proti Sokanu in s tem smo tudi zmanjšali to varnostno razdaljo, ker če ne bi se pogovarjali okoli najmanj 1200 metrov evakuacije na s tem načinom, ki ga bomo naredili, smo prišli na teh 400 metrov. No, če nam, se pravi, potem sledi seveda kumulativni trak, to res razstrelimo, bombo opre, če imamo srečo, kot tako na Vorberku, nam lepo zagori, po 1 uri bo ta bomba zgorela in tudi to. Če ne bomo imeli sreče, bomo pač imeli eksploziv. Zdaj pa ne vemo. Mi še vedno štartamo na tudi prvo fazo, da bomo vžigalnika, se pravi, odstranili. So ljudje lahko zdaj, recimo v tem trenutku, mirni? Tudi če se bo to zgodilo to nedeljo ali pa čez en teden? Tista bomba v tem trenutku ni nevarna? Glejte, v tem trenutku, po pregledu strokovnjakov, vam garantiram, da ta bomba, če se ne fizično nekaj poskuša, je varna. Bi se pa lahko zgodila nesreča že pri odkopavanju, kajti vemo, da je teh stvari na teh koncih še vedno, kako postopati oziroma, zdaj ko smo že pri besedi, kako reagirati, da ne bi prišlo do hujših posledic. Tudi v prihodnji. Nažalost živimo na kraju, kjer je potekala prva svetovna vojna. Vemo, da je železniško območje bilo bombardirano tudi z letalskimi bombi, to ni prva bomba, ki smo dobili. Tako da jaz priporočam, da vsak, ki poskuša nekaj graditi na tem območju, da se pred začetkom del naredi detekcija. Se pravi, zato se je treba pripraviti malo prej, da tudi mi lahko to varno naredimo in da zagotovimo, da v zemlji ni nobene. Tudi če bomo dobili samo koš železa, da ne bomo dobili je boljši, kot pa da pride do take situacije, ki jo imamo zdaj. Dobro, bomo še v nadaljevanju. Gospod Andrej Bijačev, kaj so bili prvi ukrepi civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica? Ja, prvi ukrepi civilne zaščite občine Nova Gorica so bili včeraj, takoj ko smo izvedeli za to informacijo. Skupaj s policijo komunalno smo zavarovali samo območje, preprečili dostop občanov skozi ta 100-metrski pas, na kar pa smo začeli že sestavljati sam scenarij, kako bomo zagotovili vso logistično podporo za samo deaktivacijo te bombe, tako da imamo že material, bale, kot je rekel že Darko, tako da se že navažajo tja in se pripravlja teren za samo deaktivacijo te bombe. Verjetno vas veliko nalog čaka, sploh v nadaljevanju ob napovedani evakuaciji tistega širšega območja. Ja, imamo dosti nalog, vemo, da bo treba evakuirati kar precej široko območje. Zagotoviti moramo kar ogromno število pripadnic civilne zaščite, ki nam bodo pomagali pri sami evakuaciji, tako gasilcev kot ostalih služb sistema zaščite in reševanja, tako da upamo, da nam bo uspelo. Samo pojasnilo, to, kar vidite zdaj, rdeč krog je trenutno območje, kjer je dostop prepovedan. Rumen krog je območje, kjer je predvidena evakuacija na obeh straneh meje, in potem je še zelen krog, to je pa območje, v katerem bo omejeno gibanje. V tistem času, ko bo potekala odstranitev oziroma deaktivacija te bombe, bo med rumeno in zeleno črto omejeno gibanje, kar pomeni, da bodo prebivalci pozvani, naj ostanejo v svojih stanovanjih, naj ne bojo na prostem in ne počakajo.
čas. Bi če smem povedati, že to načeloma se načrtuje, da bi ta poseg bil opravljen na nedeljo, se pravi na dela prosti dan, tudi zaradi tega, ker če vidite, je tam v tem vplivnem območju kar velik del tudi trgovsko-poslovnih objektov in da bi bil ta potem zaprt, da tam ni prebivalcev. Zdaj bomo še videli, no, kako bomo uspeli z italijansko stranijo to uskladiti. Jaz vse občanke in občane pozivam, naj sledijo informacijam v medijih, bomo sproti vse obveščali o nadaljnjih korakih. Ko bo pa sprejeta odločitev o dnevu in uri in ko se bo začela evakuacija, bomo pa vse potem tudi fizično obvestili hišo po hiši in jih prosili, da za tisti čas načrtuje se zaenkrat, da bi bilo to obdobje 3-4 ur, tako nekako. In potem bo tudi